Pred četrtkovo 36. sejo mestnega sveta Mestne občine Maribor so ključni sogovorniki napovedali točke, o katerih bodo mestni svetniki tudi govorili. Na dnevni red se je uvrstilo 27 točk, ena pomembnejših pa investicijski projekt novogradnja objekta zdravstvene postaje Tezno. Nova lokacija, ki je predvidena ob osnovni šoli Martin Konšak, ob tem tudi sledi resoluciji Ministrstva za zdravstvo, ki v bistvu širi mrežo v splošnih ambulantah, ki predvideva tudi uvrstitev referenčnih ambulant tako v pediatriji kot tudi v ginekologiji, in na tej podlagi moramo tudi dolgoročno zagotoviti ustrezne prostore. Finančno bo zdravstveni dom težek 5,8 milijona evrov. Je pa pomemben tako za Tezno, kot tudi za ostale zdravstvene domove, saj se bodo z novim ostali lahko nekoliko razbremenili. Ob tem se na Teznu uvajajo tudi prostori za zobozdravnika, ki ga trenutno na Teznu nimamo, kot rečeno tudi za ginekološke ambulante in tudi bodoče referenčno ambulanto v ginekologiji, ki tudi ni. In to so tisti razlogi, ki se dejansko dodaja program. Za začetek reševanja problematike zdravstvene postaje Tezno občina z rebalansom proračuna zagotavlja 266 tisoč evrov. Če bo vse po načrtu, se naslednje leto začenja gradnja, leto zatem naj bi se objekt končeval. Letos naj bi se spremenil OPPN, pripravila projektna dokumentacija, naslednje leto pa se bi začelo z samo investicijo. Ob tem, da se vrtci nekoliko dražijo in da nova lokacija za mariborsko knjižnico zaenkrat ostaja še skrivnost, je bila ob zdravstvenem domu ena osrednjih tem dokapitalizacija javnega podjetja za mestni potniški promet Marprom. Podjetje Marprom ima 300 tisoč evrov osnovnega kapitala. To še zdaleč ni zadosti za obseg poslovanja, namreč v letu 2017 znašajo čisti prihodki 5,8 milijonov, medtem ko so recimo leta 2011 znašali le-ti 1,1 milijon evra. S tem, ko bo mestna občina podjetje dokapitalizirala, se bo izboljšala kvaliteta kapitala in pa v bistvu podjetju se bo omogočilo normalno poslovanje in likvidnost. Občina kot ustanoviteljica in tudi izključna lastnica podjetja je po zakonu dolžna podjetje dokapitalizirati. Lastni kapital, se pravi večji delež lastnega kapitala, pa bo potem podjetju omogočalo tudi konkurenčnost na trgu in pa pridobivanje dolžniškega kapitala in pa s tem nove investicije. Višina dokapitalizacije bo, če jo bodo mestni svetniki tudi odobrili, v višini 500 tisoč evrov. Dejstvo je, da Marprom je tako zrastel po številu zaposlenih kot po letnem prometu v zadnjih 5 letih, da enostavno 300 tisoč evrov kapitala več ne zadošča, da se izognemo vsem tveganjem, ki na trgu obstajajo. V četrtek bodo mestni svetniki opravili drugo branje rebalansa letošnjega proračuna občine. Ta ostaja v višini 137 milijonov evrov in pol, tudi načrtovanje zadolževanja ostaja enako kot v prvem branju, znaša pa 12,7 milijona evrov.